Gradivo za poklicno maturo v slovenskem znakovnem jeziku. France Prešeren, Krst pri Savici. France Prešeren, Krst pri Savici. Besedilo je nastalo v obdobju romantika. Slovenci imamo samo enega tipičnega predstavnika tega obdobja. To je pesnik France Prešeren. To obdobje je na področju Slovenije trajalo približno 10 let. Od 1830 do 1840. Zakaj ravno teh 10 let? To so bila najbolj plodna, zrela leta Prešernovega ustvarjanja. V tem času je napisal svoje najboljše pesmi. Na primer, Sonetni venec, posvečen Primičevi Juliji, Njegovi neuslišani ljubezni in epska pesnitev Krst pri Savici. Značilnosti romantike. Za pesnike in pisatelje so pomembna čustva. Njihove sanje, ideali. Književne osebe v njihovih besedilih močno čustvujejo. So vesele, jezne, zaljubljene, hrepenijo po svobodi. Velikokrat pa so tudi razočarane nad resničnim življenjem, saj se razlikuje od njihovih sanj in pričakovanj. Zakaj je Prešeren napisal Krst pri Savici? Tisoč 835 je med kopanjem v Savi umrl Matija Čop. To je bil Prešernov najboljši prijatelj, hkrati pa tudi njegov svetovalec pri pisanju poezije. Prešeren si je očital, zakaj tistega dne ni šel z njim, morda bi ga lahko rešil. Krst pri Savici je napisal, da bi se vsaj malo potolažil zaradi Čopove smrti in pa zaradi neizpolnjene ljubezni do Primičeve Julije. Zgradba. Prvi del, sonet. Posvečen Matiji Čopu. Drugi del, uvod. Tretji del, krst. Sonet je tradicionalna pesniška oblika. Sestavljen je iz 4 kitic. Prvi 2 sta 4-vrstični, kvartini, drugi 2 pa sta 3-vrstični, tercini. V kvartinah se ponavadi začne in razvija tema, v tercinah pa se podata nek sklep in ideja. Književna vrsta oziroma zvrst. Besedilo je lirsko-epska pesnitev. V sonetu in krstu gre za izpovedovanje čustev, razpoloženj. To je lirski del. V uvodu
pa za pripovedovanje o junaških bojih, epski del. Tema v uvodu je zgodovinska. Govori o pokrustenjevanju Slovencev v 8. stoletju. Torej 1700 do 1799. Sedaj pa si poglejmo celoten uvod v slovenskem znakovnem jeziku. Valhun, sin Kajtimara, boj krvavi, že dolgo bije za krščansko vero. Za Vreljem drog se več mu bran ne stavi. Končano njuno je in marsiktero življenje. Kri po krani korotani, prelita, napolnila bi jezero. Gnijo po polju, v bojih pokončani, trumsrčni vojvodi in njih vojšaki. Sam Črtomir se z majhnim tropom brani. Bojuje se najmlajši med junaki, za vero staršev, lepo bognjo živo, za črte, za bogove nad oblaki. On z njimi, ki še trdijo vero krivo, beži tja v Bohinj, v Bistriško dolino, v trdnjavo, zidano na skalo sivo. Še dan današnji vidiš razvalino, ki ajdovski se gradec imenuje. V njih gledaš Črtomirovo lastnino. 9-krat večji množca jih obsuje in zveste straže krog in krog postavi. Odzame up jim vse pomoči tuje. Visoke odre tamkaj si napravi. Zidovje podkopuje, vrata seka. Ne polasti se njih, ki so v trdnjavi. 6 mesecev moči tla krvava reka. Slovenec že mori Slovenca, brata. Kako strašna slepota je človeka. Ko niso meč, sekira in lopata, jih mogle, lakota nepremagljiva, preti odpreti grada trdna vrata. Dal Črtomir jim reve ne zakriva. Besede te tovaršem reče zbranim. Ne meč, pregnala bo nas sreča kriva. Le malo vam jedila, bratje, hranim, branili smo se dolgo brez podpore. Kdor hoče se podati, mu ne branim. Kdor hoče vas dočakat temne zore, neproste dni živet, nočem enake, ne branimu, ali jutra čakat mora. Seboj povabim druge vas junake, vas, kateri hrama se ukloniti noče. Temna je noč in stresa grom oblake. Sovražnik se podal bo v svoje koče. Le majhen prostor je tja do goščave. To noč nam jo doseči je mogoče. Narved sveta otrokom sliši slave. Tje bomo našli pot, kjer nje sinovi si prosti voljo, vero in postave. Ali pa naklonijo nam smrt bogovi, manj strašna noč je v črne zemlje krili, ko so pod svetlim soncem sužni dnovi. Ne zapusti nobeden ga v ti sili, molče orožje svoje vsak si vzame. Strahljivca v celem nime v števili. Al kome vrata so odprta, v name se strašen boj, ne boj,
mesarsko klanje. Valhun tam s celo jih močjo objame. Tudi on se je zanesel na njih spanje. Prelesti mislil je obzidje grada in ponevedoma planiti nanje. Ko svojo moč najbolj vihara sklada, okrog vrat straža na pomoč zavpije. In vstane šum, da mož za možem pada. Ko se neurnik o povodni vlije, iz hriba strnega v doline plane, z derečimi valovami ovije, kar se mu zoper stavi, se ne ugane in ne počije pred, da jeso maga. Tak vrže se Valhun na nekristjane. Ne jenja prej, dokler zradnja sraga krvi prelita, dokler njih dosope, ki jim bila je vera čez vse draga. Ko zor zasije na mrličev trope, leže, ko obajde žetvi ali pšenice, po njivah tam leže snopovja kope. Leži kristjano več od polovice, med njimi, ki so padli za malike, Valhun zaston tam išče mlado lice, njega, ki kriv moritve je velike. Obnova uvoda. Na slovenskih tleh potekajo boji med kristjani in pogani. Kristjani želijo spreobrniti, pokristjaniti pogane. Ti pa se temu na vso moč upirajo. Poveljnik Slovenske vojske, Črtomir, se z vojščaki umakne v Bohinj, v Ajdovski gradec, in tam kljubuje obleganju sovražne vojske pod vodstvom Valhuna. Ko jim zmanjka hrane, se odločijo pobegniti, in to ponoči, ko bodo sovražniki spali. Na njihovo nesrečo se ravno tisto noč tudi sovražna vojska odloči napasti grad in tako pride do hudega boja, v katerem umrejo vsi pogani, razen Črtomirja. Nadaljevanje zgodbe v krstu. Črtomir edini preživi bitko. Stoji ob Bohinjskem jezeru, žalosten, obupan. Kristjani bodo prevzeli oblast, njegovega starega življenja ni več. Razmišlja o samomoru. Potem pa se spomni svoje ljubezni, Bogomile. Želi izvedeti, ali je še živa, in si morda ustvariti novo življenje z njo. Ribič ga odpelje na varen prostor pri slapu Savica. Naslednji dan pa k njemu pripelje še Bogomilo. Zaljubljenca sta srečna, da se vidita. Črtomira zmoti to, da je Bogomila k njemu pripeljala tudi krščanskega duhovnika. Sedaj izve, da je tudi ona sprejela krščansko vero in da je molila k Bogu, da bi Črtomir preživel vojno.
Ker pa se je to res zgodilo, se Bogomila iz hvaležnosti ne bo nikoli poročila. Želi pa si, da bi se tudi Črtomir krstil. Črtomir se najprej noče, potem pa se iz ljubezni do Bogomile sprijazni situacijo. Se da krstiti in na koncu celo postane duhovnik, saj se z Bogomilo ne more poročiti. Bogomila pa se vrne k očetu in nikoli več ne sreča Črtomira. Ideja krsta pri Savici. V uvodu je glavna ideja ljubezen do domovine in svobode. V krstu pa človek bi za ljubezen naredil vse, torej brezpogojna ljubezen. Besedilo je bilo v Prešernovem času sprejeto zelo različno. Cerkev ga je hvalila. Kritiki pa so ga skritizirali, da Črtomir sploh ni junak, da je zavrgel vsa svoja načela iz uvoda. Da je navadna copata in tako naprej. Kaj pa ti misliš? Ali je Črtomir junak ali ne?